V tokratni epizodi bomo govorili o projektu, za katerega mnogi menijo, da gre za enega najboljših promocijskih projektov, kadar govorimo o kmetijstvu. Govorili bomo o projektu, ki navdihuje, ki predstavlja vzornike in ki predvsem daje potrditev mladim kmetom in njihovemu pogumu. Govorili bomo o inovativnem mladem kmetu, o inovativni mladi kmetici. Dobrodošli. Dobrodošli v tem kmečkem omizju, ker smo ravno kar debatirali, da nam je vsem skupno, da smo kmetje in vsi nekako, oziroma vi ste vsi nekako povezani z navdihujočim in inspirajočim projektom Inovativni mladi kmet. Pa bi v bistvu, da vas ne predstavljam jaz, bi kar sama želela, da se sami malo predstavite. Torej, z nami so Martin Žbogar, tukaj danes v vlogi vodja projekta Zveze slovenske podeželske mladine, torej vodja projekta IMK. Kaj bi še povedal o sebi? Saj tako, kot si že rekla, sem kmet, sicer jaz sem bolj tiska pomaga doma, brat je v bistvu nosilec kmetije, ampak še zmeraj sem zelo povezan s kmetijstvom, tako doma, kot tudi pač s študijem. Zaenkrat še študiram v tej smeri, živinorejski. To je to, drugače sem precej aktiven, tudi pri podeželski mladini. To bi rekel o sebi, zaenkrat. Zaenkrat. Bomo še kaj dodali tekom te debate. Naslednji gost, ki ga imamo danes tukaj med nami, ga je nominirala prav za člana komisije IMK, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije. Z nami je Žiga Kršinar. Žiga, kaj bi ti povedal o sebi? Živijo. Najprej moram reči, da sem bil presenečen, da so me predlagali v komisijo in se jim za to zahvaljujem, da sem imel to čast, da sem lahko spoznal od blizu vse te inovativne zgodbe, ki so letos res zelo zanimive, vse po vrst. Drugače pa kaj, vse jaz povem, da sem pač kmet in v tem, kar delam, uživam. Se mi zdi, da je to moje življenjsko poslanstvo in poleg mogoče glasbe, in me navdihuje kmetijstvo, pa pač lepo družinsko življenje. Zelo lepa iztočnica, življenjsko poslanstvo. Da gremo še k našemu tretjemu gostu. To je Anton Grobelnik, torej nosilec naziva Inovativni mladi kmet leta 2023. Zdaj tudi v vlogi komisije v letošnjem letu. Kaj o sebi bi še ti povedal? Jaz sem Anton Grobelnik, lastnik kmetije sem že 5 let. Sem trenutni aktualni pač mladi kmet, inovativni. Ukvarjamo se s kmetijstvom in navdihujemo z novimi, bi rekel, inovacijami na trgu. Predvsem pa navdihujete mlade. Tako, da se odločajo za poslanstvo kmetijstva. In to poslanstvo kmetijstva pa navdih mladim, to naj bi bila neka osrednja nit projekta Inovativni mladi kmet, če se ne motim, Martin. Oziroma, kaj bi ti rekel, kak je ta projekt sploh nastal in kaj so tiste glavne nosilna sporočila, ki ga ta projekt ima? Če gremo v začetke, projekt se je začel leta 2007, v Sloveniji sta ga zaštartala naš bivši predsednik Rok Sedminek in pa sodelavka na Kmetijsko-gozdarski zbornici Andrejka Krt. Navdih, mislim, da sta dobila nekje na nekem srečanju, kongresu, karkoli mladih kmetov in sta potem prišla na to idejo, da se potem v Sloveniji tudi naredi neki zbor, da se zbere, kjer je rečemo, v tistem letu najbolj inovativen mladi kmet. Torej, zbira se v bistvu mladega kmeta, torej do 40 let, ki živi, dela na kmetiji, ni nujno, da je lastnik in nosilc, ampak mora pa biti izvor te inovativne zgodbe v kmetijstvu, ki pač tudi je lahko za zgled ostalim, tudi da daje, kako bi rekel, neko v teh naših težkih kmetijskih časih upanje, da je pot, da se da uspeti tudi v kmetijstvu. Upanje, da je pot, da se da tudi uspeti v kmetijstvu. To je zelo tak močen stavek. Ampak kaj je pol tisto upanje? Kaj je pol tista inovativnost? V bistvu, Anton, ti si bil izbran, oziroma komisija, bomo pol malo kasneje šli v to, na kak način si prišel do tega. Ampak zakaj ti misliš, zakaj si bil ravno ti inovativni mladi kmet? Kaj je bila tista inovativnost, ki tebe, bom rekel, je strelila med zvezde? Naprimer, mi smo se prej ukvarjali z rejo krav muznic. Jaz sem pa rekel, da tega ne bom počel in sem pa šel v
razsek in predalavo mesa, to da smo čist prenehali z muznicami in začeli pitati krave in bike za razsek in predalavo. Tudi postavili nov objekt in čisto nov zaštartali v bistvu. Pa so to edine take oblike inovativnosti ali še kaj drugega? Prav vsega dobiš, bom rekel. So od novosti na področju izdelkov, na pač novi pristopi do pridelave, predalave, novi pristopi na trge. V bistvu pač res je, težko je zajeti, v bistvu tudi kot mi, kot komisija, smo imeli problem ocenjevati, zato ker so zelo različne inovativnosti, bom rekel, res. Pač nekod imaš nov izdelek, nekod imaš nov pristop na trg, nov pristop do dela, ali pa izpopolnjen pristop. Zelo različno v glavnem. Pa si že omenil glih komisijo. Kaj pa sploh dela komisija? Na kak način? Imamo, mislim, koliko je sploh kandidatov? Se to nabor iz leta v leto širi? Gre to lahko neomejeno ali so kakšne omejitve? Žiga, da nam malo razloži. Letos je bilo kar veliko prijav, dobrih, in smo imeli zelo težko delo že v samem štartu, ko smo hoteli 3 izločiti in jih pogledati samo 6. Ne? In pa smo se pač odločili, da bomo šli pogledati vseh, ki so se prijavili, ker se mi zdi to edino pošteno. Do tistih, ki so se toliko bili pripravljeni izpostaviti, da so se prijavili, ker to ni kar tako. Ne? In smo potem tudi ugotovili, da mogoče kdo ne zna napisati prijave, mogoče se kdo ne zna pohvaliti, ne? Mogoče nekdo drug s tem pretirava, in sem bil vesel, da smo šli na teren in da smo si res vse zgodbe ogledali in smo se potem veliko lažje odločili, katerih 6 gre v ožji izbor. Zdaj to ocenjevati, kot sem rekel, najboljše je, ko priješ tja, tam potem vidiš, res se ti odpre. Težko je na papir napisati zdaj, kaj je tvoja kmetija, ne? Vedno, ko prideš, in sem bil prav vesel, da smo lahko šli to vse pogledati in imeli možnost spoznati vse te ljudi. Tako da, če bi se mene vprašal, je inovativnost res zelo širok pojem in ga je težko nekako uokviriti, da bi rekel, zdaj pa to pa je inovativno, to pa ni. Ne. Mogoče ima nekdo idejo za 1 milijon evrov, jaz rečem, ne, pa se te stvari ne da izpeljati v praksi. Ne. Mogoče nekdo drug, tako kot Toni, ki je takrat zmagal, jaz sem bil takrat zelo vesel, da je on zmagal, ker je pač bil inovativen v pristopu in tudi v izdelkih, govoriva zdaj preko mesa, kar ni danes več enostavno, ker je že vse odkrita, ne, bi lahko tako temu rekel. Ne. Mogoče tudi, in tudi v teh 6 zgodbah, ki jih mi danes tukaj tudi predstavljamo, ne, se mi zdi, da je vsega pomal. Če se pa mene osebno vpraša, je pa tudi zelo velik vidik tega, koliko ljudi živi od kmetije. Ne? Ali je to samo kmetija, ki je nekako popoldne, da se obdela, kar jaz izredno spoštujem tudi na Slovenskem, ker je ogromno kmetij, ki ljudje hodijo v službo in potem še popoldne doma garajo, to ni enostavna stvar, ne? Mogoče velikokrat prezrta. V tem primeru pa res se mi zdi tudi to veliko merilo v tem, da recimo se da z neko inovativno zgodbo tudi ponuditi delovna mesta ljudem. To si zdaj zelo široko opisal. V bistvu vse to spada, po mojem mnenju, še vedno pod inovativnost. Pa je to pol edini kriterij, ki ga kot komisija pregledujete, ali imamo še druge kriterije, katerim posvečate pozornost? 5 kriterijev imamo v bistvu. Največji delež res prinese inovativnost. Potem pa imamo zraven še trajnost projekta, ekonomski učink, potem je še nek manjši delež, je še vključenost v lokalno skupnost, ker pač tudi to je podeželje, ne, tudi to se zgublja. Tudi v bistvu vas oziroma pač podeželje, da je povezano skupaj, ker pač to je nek čar podeželja. Tako da... Sodelovanje si mislil, ne? Ja, to je. Med kmeti. To smo tudi zdaj opazili, da se skozi bolj spet tisti, ki so uspešni, se povezujejo. Pač to je dejstvo. Ker nekdo, ki misli, da bo imel zdaj svojo kmetijo samo zase in bo pač samo sam vse, na dolgi rok to ne gre. Zdaj, če govorimo o neki proizvodni, če imaš ti, ne vem, neko turistično kmetijo, je mogoče lažje, a ne? Pa še tam spet uspevajo tisti, ki se povezujejo z lokalnimi kmeti, ki ponujajo izdelke tudi ostalih lokalnih kmetov. Se mi zdi to povezovanje, sodelovanje, drugače nas bo sistem požaril, ne, če ne bomo kmetje stopili skupaj pa začeli sodelovati. In koliko tega sodelovanja, povezovanja ste zaznali na terenu? Zdaj, če sem te prav razumela, je bilo 9 prijav in vi ste šli ogledati vseh 9 kmetij. Tako je, ja. Kaj vas je, pa to kar vprašanje za vse 3, kaj vas se je tam tako najbolj presenetilo, dotaknilo, navdušilo mogoče? Ja, ko vidiš, s čim vse se ukvarjajo, ne, vsak za sebe.
Vsak ima neko svojo vizijo, pot, ne. Pa je kar zanimivo videti, ja, da ko se vse lotijo doma na kmetiji. Pa vaju? Ja, mene je mogoče res to presenetilo, kako se iz praktično nič res da veliko narediti, če si ti pripravljen in imaš res, kot je rekel Toni, neko začrtano pot. Se pravi, si rečeš, jaz sebe vidim na kmetiji, težko reči čez 5 let, ne? Ti moraš na kmetiji, vsi vemo, da se načrtuje. Ja, se rečeš, čez 5 let imam neko vizijo, ne? In tukaj vidiš res ene zgodbe, ki so štartale iz nule, ene zgodbe, ki so se čist preusmerile in to ni hec, ne. Vsi, ki imamo doma kmetije, vemo, da ta medgeneracijska menjava in to prinese za sabo ogromno enih težav, ne. Seveda tudi sodelovanje doma in so prednosti in so slabosti, ne. In čez noč nekaj tako drastično spremeniti, kot so nekateri od teh, ki so se prijavili, ni enostavno, ne. Tudi iz vidika staršev, ki imajo svojo vizijo, pa ti imaš svojo vizijo, pa kmetijo spustiti z rok, vemo, da je to tudi v Sloveniji velik problem, ne. Mene je vse to navdušilo, no? Vse tak skupek tega. Pa tebe? Ja, jaz bi rekel, da je to, kako res vsi ti, ki smo si jih pač ogledali, ki so nam predstavili svoje zgodbe, kako res svojo zgodbo živijo. Ker to je pač pobere celega človeka, pa ne samo celega človeka, celo družino v bistvu. In je res pač, vse tako je v kmetijstvu, ni samo eden, na koncu mora cela družina stati za tistim, pa po možnosti še potle širša skupnost. Tako je v bistvu ful navdihujoče, ne? Vse kmetije so se vas dotaknile, vsaka ima nekaj. In kako je bilo pol v bistvu, niste samo trije, ne? Mogoče, če nekdo razloži, kdo vse je v komisiji in kako ste se pol dejansko, ne vem, a ste se že odločili, verjetno imate neke ocene, bog ne da jih zdaj povedati, ampak tako, kako je potekalo, kako se je pol dejansko, kako ste razdelili tiste točke, to verjetno ni bilo enostavno. Izredno težko je bilo oceniti, ne. To se vsi strinjamo, na koncu smo si bili mi kar nekako enotni, ampak smo pač stvari točkovali in so toliko majhne razlike, da se mi ne moramo zdaj odločiti, zato bo tudi glasovanje prek spleta in potem bomo te ocene združili in bomo videli, kaj se bo zgodilo, ne. Z nami v komisiji sta še 2 punce, ki jih danes žal ni tukaj, Klara Otoničar iz Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Mateja Kopar iz Zveze slovenske podeželske mladine. No, in je bilo res en zelo, zelo fleten teden, ko smo hodili okrog po kmetijah, izredno dobro smo se razumeli, izredno fajn smo se imeli in smo potovali vsi skupaj, a ne, v kombiju in Pa še fotograf zraven. ja. In je bilo tako, tudi že mi, ki smo se pelali, smo med sabo, ne, midva s Tonijem, pač svoja debata, z Martinom druga debata in smo tudi skozi te kmetije, ki smo si jih ogledovali, smo v bistvu tudi videli, kaj bi doma lahko kaj drugače zapeljali, kaj spremenili, pa med sabo, ne, in jaz vedno pravim, da je premalo tega med kmeti. Da je pač vsak bi mogel malo pogledati izven svojih okvirjev, pa širše in pa bi najdel v 5 minutah neko rešitev za svojo kmetijo, ki se mu zdi mogoče nemogoče, no. Tako, no, se mi zdi. Pa vsak ima drugačen pristop, tudi trženja, vsega tega. Pa je, če malo pošpekamo zdaj že med kandidate, je vseh 6 kmetij bo zdaj šlo na spletno glasovanje, ne? So vsi tržno naravnani? Ja, oziroma edni so bolj v začetkih še, imajo dobre ideje, ampak niso pa še pač stopili na trg, ker je ideja precej frišna. No, večina pa so, ja, pač že tudi imajo dobro trg vzpostavljen, so uspešni tudi pri trženju svojih izdelkov, pa tudi v bistvu storitev, no. To nisem pa eno vprašanje. Ti si bil v bistvu 2 leti nazaj, torej leta 23, takrat si bil, kako naj rečem, razglašen, zmagovalec si bil, ja, zmagovalec si bil. In 2 leti si bil zdaj nosilec tega, zdaj si pa dejansko šel v ozadje projekta. In kako gledaš zdaj dejansko na celoten potek tega, ker zdaj ga poznaš z obeh plati, ne? Tam v bistvu, po mojem, je drugače biti tekmovalec, kot pa zdaj v bistvu v komisiji. Mogoče zdaj bolj ceniš ta projekt, manj, tako, malo? V bistvu jaz takrat, ko sem se prijavil, sploh, mislim, nisem te zadeve sploh poznal. Bilo mi je zanimivo, ja, ko prije, ne vem, 5-7 članska komisija k tebi domov, te v bistvu ceni, ti predstavi svojo zgodbo. Pol pa vidiš, ko si sam v tej situaciji, ne, ko priješ tudi na razne kmetije, ko pač vidiš njihove zgodbe, vidiš pol ozadje, ko se vse dogaja, ne. In zmeri se jaz sprašujem, naprimer, ko je prišla ta 5-članska komisija k meni na predstavitev zgodbe,
v bistvu, ko so se oni pol zadnji pogovarjali za tismo, da sem jaz v bistvu pol lahko zmagal v samem tem tekmovanju. Ne. Pa si predstavljal, da je to tak mehanizem, da je to toliko dela od zadju, da Ne bi si predstavljal, da je to, bi rekel, tukaj ne organizacije, pa vsega skupaj potegne za tem. kaj pa v bistvu potegne, ali pa kako naj to formuliram, teh 2 letih, ti kot zmagovalec, kaj si odnesel od tega? Kaj so sploh tvoje naloge bile zdaj? Si imel kakšne naloge? Kje si bil? Tako, evo, kako si to doživljal? Veliko vse posod. Bil sem na raznih sejmih, ne vem, od Brusla na tekmovanju smo bili, ne vem, razne prireditve pri predsednici države. Zelo veliko se ti pol dogaja, v bistvu, ko si enkrat izbran za najinovativnega kmeta in je kar pester tiste 2 leti. Ja. Mine pa hiter, ne moš verjeti, da je ta hiter mine. Tako da si vesel, da si se prijavil, da si zbral pogum. Ni mi žal, ja. Čeprav v štartu sem malo klevo, da nisem jaz glih, zato pa so me posvetovalna služba, pa dej, sem rekel, ajde, pa dejmo kandidirati. Evo, pa smo zmagali. Pa smo zmagali. To je še en zelo pomemben vidik si izpostavil, ki smo ga malo pozabili, ne? Sama prijava. Kako sploh pride do prijave? Kaj dajmo na tvojem konkretnem primeru? Naprimer, ne vem, mene so klicali iz kmetijske svetovalne službe, pač da iščejo, da so se pač tam pogovarjali med seboj, da bi jaz lahko bil primeren kandidat za, pač da bi se prijavil na to tekmovanje. Pa prvo smo malo klevo, pa smo rekli, ajde, pa se prijavimo, pa v bistvu pišeš svojo zgodbo, oni to pošljejo pač na... Zbornico in na zvezo? Ja, Tako. oboje, ja. Pač takrat, ko sem jaz bil, mislim, da je bilo tudi 8 prijav, tada so 2 izločili že v štartu, 6 so prišli pač pogledat. Pol pa se ti pač ta komisija se ti najavi, pač pa pol predstavi svojo zgodbo in pokažeš pač svojo kmetijo in svoje inovacije na kmetiji. Pa še en, mislim, da pride še RTV, ne? Je letos tudi prišel posnet? Seveda. Tako pride iz kmetijske oddaje posnet prispevek, pa pač je pol, se začne po tistem prispevku glasovanje. Ok, tako da imamo prijavo, pa pride komisija, pride RTV in pa se začne spletno glasovanje. Tako je. O spletnem glasovanju bomo čisto na koncu nekaj povedali, ampak pol, ko se zaključi spletno glasovanje, kako pa pol pride do same razglasitve? Kje to poteka? No, to, kar je Toni opisal, pa je zraven še precej več dela. Ko pogledaš, sploh jaz, ko sem recimo letos bolj vpet v ta projekt, ja, je že pred začetkom prijav sploh je treba vso dokumentacijo preštimati, pa so prijave odprte. Po tistem smo se mi kot komisija sestali, da smo res pač, kakor je že Žiga prej razložil, da smo pregledali vse prijave, probali izločiti 3, pa ni šlo, tako da smo šli pogledati vseh 9. Potem pa tudi, ja, mi smo po ogledih potem zbrali tistih 6 finalistov, 3 smo po ogledih izločili, teh 6 tudi sporočili naprej na RTV, koga bojo pač šli posneti in predstaviti v oddaji. Pa smo se pa tudi mi usedli, najprej vsak za sebe, dali točke skup, tako da v bistvu kot komisija smo že dali tiste svoje točke, tako da zdaj pa čakamo še, ja, ki bo povedal glas ljudstva in potem se še enkrat mi usedemo, te ocene zložimo skup in potem tam dobimo končnega zmagovalca. Ta pa bo potle razglašen 27. oktobra na Gorenskem, v podjetju Gorenc. Letos smo pač dali njemu to priložnost, da se v bistvu pokaže kot gostitelj same zaključne prireditve, ker je pač to tudi neka dodatna promocija za samo podjetje, ker je tudi pač naš sponzor in je zato prav, da smo mu ponudili priložnost. Na podelitvi pride pač je častna pokroviteljica, je tudi naša predsednica države, dr. Nataša Pirc-Musar, in je, mislim, da nima lih vsako podjetje te priložnosti, da ga obišče predsednik oziroma predsednica, pa tudi drugače, vsi ostali gostje, pa tudi medijska prepoznavnost. Mislim, da je to kar dobra zadeva, no, da smo se res povezali s podjetjem Gorenc, ker par let nazaj so oni nam šli zelo na roko, zdaj pa pejmo mi njim nasprot še enkrat, pa kontra. Prav je, da se podpira slovenske podjetja, ne? Če že govorimo o inovativnosti.
Lansko leto je bilo to, mislim, 2 leti nazaj je bilo to v SIP-u, ne? In je prav, da se pač da prednost slovenskim podjetjem, ker slovenska podjetja so vir inovacij, vemo, da so izredno dobre, prodajajo po celem svetu in zaposlujejo slovenske ljudi. Tako da tukaj mislim, da ni niti trohice dvoma, koga je treba tukaj postaviti naprej. Ne? Zelo lepa, zaokrožena zgodba v bistvu. Rekel si, da v bistvu častna pokroviteljica dogodka je potem predsednica države, to je bilo tudi že 2 leti nazaj. In kak je prejet? V bistvu tisti tak lep pokal je, ne? Plaketa. Ne vem, bo letos tudi plaketa? Bo? Kak je to prejet od same predsednice države? Je neka posebna čast, verjetno. Dober občutek. Marsikjer tega ne bo doživel, ne? Tako da je kar zanimivo, lepo, ja. Je neka potrditev tvojemu delu in celotni Ja, družini. pol pač vidiš, da je pač tvoje delo nagrajeno, pač, da si nekaj stvaril, pač neko zgodbo zapeljal v pravo smer in da tudi to drugi opazijo. No. In zdaj ravno to, da si zgodbo zapeljal v pravo smer, da je potrditev, da to drugi opazijo, tu bi jaz naslovila ta vidik promocije. Ne? Ker zadnje čase, že ti si uvodoma lepo povedal, smo v takih težkih časih, ne imamo od bolezni do politike, ki včasih ne veš, se šali z nami ali dejansko tako dela. In so ravno, ne vem, izpostavitve teh dobrih praks še toliko bolj pomembne, da se mogoče pa kjer mlad več odloči, da pa vseeno ostati v tem fohu, v kmetijskem fohu. Kako gledate vi na ta promocijski vidik širše? Ga imamo sploh dovolj v Sloveniji? Ja, to ne ti lahko poveš, kaj te prinesel ta naslov. Ne? Zdaj prepoznavnost, sama prepoznavnost, ko smo se pogovarjali, da hodijo iz Primorske. Jaz pravim, ta prepoznavnost, ko si ti, ne vem, ko si po tem zaključku tekmovanja, ne, jaz imam stranke praktično z cele Slovenije. Res to je neverjetno, koliko to, bi rekel, medijsko podprt, ne vem, koliko to ljudje gledajo, ne vem, tudi iz mesta, v bistvu ljudje zelo gledajo to kmetijsko, da, in ne vem, se pravim, meni hodijo po meso iz Kopra do Maribora, vse komplet, pol Slovenije, sigurno. Eno sporočilo mogoče je to se mene fascinira, nekaj je to povedal, da je to sporočilo za kmete, da ljudem ni težko priti po dober izdelek kamorkoli. Ne? Vemo si pač, da je kupna moč, kmetje žal nismo socialna država, kmetje smo podjetniki, tako kot so podjetniki tisti, ki delajo neki pač drug izdelek, ki ni v zvezi s hrano, tako smo pač kmetje postavljeni na trg in ti boš prodal tam, kjer boš dobil boljš plačan. Ne? In se mi zdi, da je lih to en tak vidik, ki ga skozi promocijo lahko dosežeš. Se pravi, da ni več ljudem problem, kje ti si, ampak da oni pač rečejo, jaz temu zaupam, seveda mora biti pa zaupanje. Ne? Jaz tem ljudem zaupam, poznam njihovo zgodbo in jaz sem pripravljen več plačati za to meso, mleko, sir, karkoli, ali pa zelenjavo in sadje, ne? In se ima pripravljen tudi pridati iskati. Se mi zdi, da je to nekaj tazga, ki prevečkrat kmetje se smilimo sami sebi, pa rečemo, lahko teb, ki si doma bliz Ljubljane, ali pa lahko teb, ki si doma bliz mesta, ki imaš veliko kupno moč. Ne? Ni to čist res. Je stvar je treba širš pogledati in mogoče res zastaviti stvar tako, da ti najprej ljudem predstaviš svojo zgodbo in izdelke, potem pa začneš s prodajo. Ne pa, da ti nekaj narediš, potem pa jamraš, da ne moreš prodati. Ne? Se mi zdi, da smo Slovenci zelo še zmeraj na tem. Ne? Zdaj imam pa bika za ven, kam ga pa zdaj dam. Ne? Pač študiraš, ko ga uhlevaš, majhnega, moraš začeti študirati, kam ga boš ti prodal. In to je pa ta promocija. Ko sem jaz začenal, je bilo zelo težko, ker sem začenal iz nič, in ni bilo Facebooka, vsi vemo, kako je bilo to takrat, 15-20 let nazaj, ne? In pač si se trudil na vse pretege. Danes je Facebook, če ti posnameš fine videe, če ti posnameš svojo zgodbo, predstaviš to ljudem, si praktično jutri na njihovem dvorišču. Se mi zdi, da to kmetje premalo izkoriščajo to možnost promocije. Nekateri zelo dobro, nekateri pač bolj slabo, vemo pa, da tukaj samo ministrstvo in vse, kar bi mogli biti podpora tem, pač ne deluje. In tukaj bi mogli kmetje dajati manj poudarka na to, kaj bo kdo za njih naredil, ampak se sami tega lotiti. Oziroma prositi tiste ljudi, ki to že znajo, da jim pomagajo. Jaz poznam kar veliko kmetov, ki imajo sisteme upeljane in z veseljem povejo, kako to funkcionira. Ne? Ker včasih je bilo to so malo skrivali pred nami, ker smo začenjali, ker so se nas bali kot konkurenco. Zdaj ne vem, jaz nikogar
Jaz nikoli nisem gledal na nekega kmeta, ki dela isto kot jaz, kot konkurenco, mogoče sem od začetka malo neumen zdel, pa sem si pa rekel, lej, se on v bistvu tudi meni s tem reklamo dela, ker sva si podobna, a ne? Zdaj pa, če to sprejmemo, pa sodelujemo, je to plus za vse nas. Da se boš pa zdaj ti nekako sredotočil na to, da boš ti direktna prodaja je rešitev, no, samo to. Zato pa je lih fajn, recimo, ta projekt, ker je res, recimo, Toni morbiti sam ne bi naredil take promocije, ampak mu je projekt naredil, pa ne samo njemu kot zmagovalcu, tudi ostalim, ko so bili samo kdaj prijavljeni, pa niso zmagali. Vsi res rečejo, da jim je to takoj po oddaji zrasla prodaja, ker zanimivo je res, ja, je pač oddaja Ljudje in zemlja, kmetijska oddaja, pa res ne gledamo samo kmeti. V bistvu je pač tak termin, vsak ima tam zraven, ko je pač tisto hovejo župco, ima še kmetijsko oddajo, to je standard za nedeljo, ne? In poznano je, ne? Res tu spremljajo ljudje in tudi ta projekt poznajo, vsi ga komi čakajo in je to res potle dobra promocija, vsaj za tistih 6 kandidatov, tako pa je rekel Žiga, se bojo mohli tudi ostali kmete pač znajti na način, ja, da res gre to da spravijo svoje reči v prodajo, no, ampak da res to strateško planirajo, ne samo, ja, bk je, kam ga dam, ampak ja, da veš, kam ga boš dal prej, ko je že v klavnic. Ja, to se sliši zelo enostavno, ne? Ampak verjetno tudi zadnji kar dosti napora vloženega, da prideš do te strategije. Saj, ko enkrat imaš, se strinjam, funkcionira, ampak priti do nje je pa kar velik korak. Pa recimo, ti si tudi podpredsednik Zveze slovenske podeželske mladine, kak bi ocenil ali pa tvoj pogled, koliko mladi že bolj stremijo k neposredni prodaji ali pa se mogoče bojijo? Kakšna je klima med mladimi, no? Tako. Je neposredna prodaja, tam je najboljši zaslužek, bom rekel, kakor pač prek posrednikov in tega, ampak mislim, da je pa vse lih to neka mogoče negotova zadeva, ker vse lih ti, ko ponuješ reči, ti moraš imeti za ponuditi. Buhvar, da ti zmanjka. Ker ko ti enkrat zmanjka, bo dobil kupc nekoga drugega in pač se bo tam navadil vzamljati izdelko in pač ti s tem, ko ti enkrat pač nekaj zmanjka, zgubiš kupca mogoče. Ampak mislim pa, da se kmetije že kar, pač sploh, ko smo mladi prisotni, se kar precej že uporabljajo socialna omrežja in se tam promovirajo. Mogoče še zmeri večino svojih pridelkov ali pa izdelkov prodajo recimo ali prek zadrug ali pač nekaj v tem smislu, ampak tudi če ti prodaš večino pridelka, izdelka prek zadruge, pa nek majhen delež prodaš pa recimo že direktno, je to že nek napredek, no. In na tismu lahko gradiš ali pa imaš še zmeri, rečemo, nek fiksen zaslužek tam, ker gre ta velika količina prek zadruge, bom rekel, ostalo pa pač imaš še na domu. In to mislim, da se ljudje že kar dobro poslužujejo. Je to pol zagotovo tudi nek miselni preskok, ne, med generacijami, ker se mi zdi, vse jaz to opažam, zdaj, tako kot si rekel, res ta mlada generacija je pograbila ta družbena omrežja. Meni je prav zanimivo spremljati vse te kmetije na Instagramu, na Facebooku, pač koliko dejansko se znajdejo, kakšne dobre vsebine pač so tam plasirane in to je tudi z užitkom spremljati, ker ni zdaj nek kozmetičen produkt ali pa nekaj, ampak je dejansko neko življenje, predstavljajo svoje poslanstvo, svoj lifestyle. Ljudi zanima zgodba, ja. Ker oni kupujejo izdelke na osnovi zgodbe, dobre izdelki morajo biti dobri. V Sloveniji jaz trdim, da slabih izdelkov skoraj ni. Vsaka kmetija, če sem kdaj probal jogurte, karkoli, sire, salame, pač ne bom rekel, da je bilo kje za nič, ne. Ampak ljudem je treba predstaviti to zgodbo. Zdaj seveda ne smemo pretiravati, ne. Pol nekateri malo zaidejo, ampak če boš ti samo slikal svoj izdelek in ta izdelek, ne vem, lepo okrašen, lepo to, ne, pač treba je predstaviti svojo zgodbo, ker ljudi to zanima, ne, in tudi, kot je rekel Martin, pač ta kmetijska oddaja v zadnjem času, hvala Bogu, velik poudarek daje tudi na predstavitev zgodb kmetija, ne, ker ljudi res zanima, kako je zdaj prišel do tega vina, kako je prišel do tega soka, do tega sira, ne, ljudi pač to zanima in potem se lažje odločijo, da plačajo tistih par evrov več, ki pa delajo razliko. Ki pa delajo razliko med tem, a bojo mladi ostali na kmetiji ali ne bodo. Zdaj vam pozvete.
ravno iz te debate, ki smo zdaj imeli, ne? Ker ti si dejansko naredil ta preskok, ti si startu to prodajo iz nič, ne? Nič, ja. In kak so bili ti začetki? Ja, mi zmeri prej, ko smo imeli krave, ko smo se pač ukvarjali z mlekom, sem zmeri prav, da meni noben ne bo drug cene določil. In sem rekel, karkoli bom delal, če bom delal na kmetiji, bom delal take izdelke, pa ceno postavil tako, kot mi hotel, ne tako, kot mi bojo drugi, ne. In mama v bistvu, ona ni verjela, ona se tega mleka ni mogla losati, ne. Jaz sem rekel, lej, jaz ne bom več to delal, ker enostavno je premalj cenjen, pa plačan, koliko truda moraš vložiti v to, ne. In smo začeli v bistvu čist iz nič, starša sta me ful podprla, nobenih zadržkov, kandidiral sem na razpisu, postavil nov objekt, novo opremo, čisto nov. Najbolj problem je tist, ali boš to, ali ne boš to, ne. Tisti je največji problem. Ampak ne, mi smo tako zapeljali zgodbo, ne vem, stranke so nam zaupale, se pravim, če dali več jih je, potem po tem projektu, ko sem pač kandidiral, ne vem, smo dobili od 30 do 40% večja prodaja pa nas zrasla. Tukaj se to tudi pozna in enostavno zdaj, v bistvu, kar doma predelamo, zredimo, vse prodamo doma na dvorišču. Zdaj sem spomnila, da enkrat sem te poslušala na agrobiznisu, se spomniš tiste konference? In tam je bila ena huda debata o dopustu, da si ga ne morete privoščiti. Zdaj, ko si omenil, da je to toliko se izboljšalo, smo že na tej točki? Ja, dej že v bistvu lahko rečeš, čuj, dej pa je malo dost pa. Da v bistvu tudi to en dober doprinos tega, da sam postavljaš svoje cene, si sam svoj gospodar, Tako, da si tudi čas lahko potem tako lepo organiziraš, da greš potem lahko na kako. Pač najdeš tisti čas, ko vidiš, ni neka sezona, ko je mogoče malo bolj mrtva sezona in takrat za par dni hiter. Ja, če imaš vizijo, moraš od začetka žrtvovati svoj čas. Pač to je tista stvar, ki jo marsikdo ne razume. Jaz sem bil takrat star 17 let, ko sem začenjal. Pač jaz nisem hodil na veselice, nisem hodil v gostilno pit, pač ker sem svoj čas posvečal kmetiji. To je zdaj pač tvoja odločitev, kaj boš naredil. Ne? Danes pri teh 37, ne, ali 8, se ne vem več, je stvar taka, da je sezona, ki moraš biti skozi doma privezan, je pa sezona, ki lahko tudi greš. In to mladi naj kar računajo, da bojo si tak biznis upeljali, ker na dolgi rok to ne gre. Ne. Pa govorimo o izgorelosti, ne. Nekateri pišejo knjige o tem pol, kmetje pa pač o tem sploh ne govorimo, ker ne moramo, ker kmet more. Ne. Ker ni časa, da bi povedali. Se pravi, zjutraj krave čakajo, če si ti izgorel, ne, sploh ne veš, da si izgorel, ti rečeš, da si malo zmatran, ne. In je pač treba jati, ne. In to je spet en vidik, ki je tudi inovativnost. Se pravi, kako uskladiti kmetijo in pač družinsko življenje. To ni enostavno. Ne? Se pravi, da bomo mi nekaj od tega imeli, da bojo otroci imeli kvaliteten čas s svojimi starši, da bomo lahko šli v toplice, da bomo lahko šli na morje. To so vse te stvari, ki jih je treba upoštevati. Ne? In se mi zdi, da smo v Sloveniji s kmetijsko politiko precej zgrešili. Seveda mi rabimo ogromne kmetije, rabimo jih. Ampak smo zgrešili pri tem, da potem kmetje samo rečejo, mi imamo pa 200 krav. Ne? Ja, pa jih ne bi imel raj 20, pa bi doma neki delal, pa bi to direkt prodal, pa, a ne? Seveda rabimo vse, da se razumemo, a ne? Ampak vsak se pol sam odloča, bo zdaj za 200 krav imel mozišče, a bo imel robota, ali bo koga zaposlil, ali bojo zdaj vsi doma delali, pa ne bo noben imel nikamor časa jeti, ne? To so kar težke zgodbe. No, jaz poznam kmeta, ki se pač možakar zjokal, ker je rekel, da ne zmore več, ker je treba zjutraj jeti v štalo most, zvečer je treba v štalo most in to je dan na dan. Ne. In to ljudje, ki niso vpeti v kmetijo, se tega sploh ne zavedajo. Ne. Recimo, kolikrat smo bili mi doma zmenjeni, da bomo šli na en izlet in pač nismo mogli ti zdaniti, ker je bilo nekaj drugega in je pač ta izlet počakal kakšen mesec ali pa, a ne. Niso to enostavne stvari. Ne. Tukaj se je treba pol res vsak pri sebi odločiti. Se mi pa zdi, da manjka pa podpore. Veliko kmetov je, ki bi, pa ne vejo kako. In tukaj pa zmanjka neko kvalitetno znanje. Mi imamo v Sloveniji kmetijske svetovalce, ki so odlični, pa ne morejo na teren zaradi birokracije in ne morejo ljudem pomagati. Ne? In to mene najbolj boli. Jaz bi ta sistem čisto spremenil. Pa naredil bi neko svetovalno skupino, kjer bi bili noter kmetje, ki vejo, zakaj se gre. Jaz lahko povem za našo zgodbo, ki jo imamo s Seneno, pač mi imamo sestank ali pa nimamo in pač ti nekoga pokličeš, mu rečeš, imam pa zdaj ta problem pri sušenju in tebi v sekundi pove, kaj je treba zrihtati. Svetovalc tega ne ve, ker on nima časa hoditi okrog. Žal,
Je sistem tak. In tukaj bi jaz v tej smeri zapeljal, ker kmetje, če ne bomo sami sebi pomagali, nobenem ne bo pomagal. Vidimo, kam gre politika. Ki je vsak maček, pa vsak pes več ureden kot kmeta. Ne? In pač vsak vid mačka, bogega tam na cest, noben pa ne vid kmeta v stiski, ki bo naredil samomor, če se ne bo kaj spremenil. Ne? To so težke stvari, ne? Da ne bomo samo lepe. Je treba se dotakniti žal vsega. Tako je v kmetijstvu. Ne? Imaš dneve, ko so zelo lepi, imaš dneve, ko so zelo težki, ampak na koncu se mi zdi pa to, kar ste lepo, da moraš vedeti, zakaj to delaš. Ko boš vedel, zakaj si ti kmet, ko boš vedel, zakaj si šel na to pot, ko boš vedel, kam želiš priti, je tudi lažje premostiti tiste težke dneve. Se pa strinjam, da manjka neka celostna podpora. Še nekaj bi rekel, ker mi je zelo všeč, ker je Toni rekel. Ne? Kaj je skupno vsem kmetom, ki znajo stopiti iz te cone obdobja? Ne? Skupno je to. Meni ne bo noben cene postavljal. Ne? Mislim, da je kmetijstvo edina stvar na svetu, kjer oni rečejo tebi, ko si ti njim že izdelek pripeljal, po koliko ti ga bojo plačali. Se pravi, če bi šel jaz zdaj Gorencu kupiti travniško brano, pa bi jo šel iskat, pa bi rekel, lej, se va že zmenila, a ne, rekel, če 14 dni ga pa poklical, pa bi rekel, lej, Jurija ti dam, ne. A bo zdaj on zadovoljen? In to je nek tak sistem, ki vsi kmetje, ki prodajajo direktno, ali pa v mlekarne, ki so uspešne, Martin, na vaših koncih tudi recimo, ne, in pač tam skupaj določijo ceno, kot je rekel Toni. Pač on postavi ceno svojega mesa in on tudi, če bo kdaj kakšen mu kaj izpod ceno dal ali pa šenkov, bo pač dal iz svojega, pa ne bo zaradi tega zgubil ponosa. Velik problem je tudi ponos, ne? Ker ti kot kmet se trudiš, matraš, poti pa nekdo reče, jaz ti pa plačam mlek po 18 centov. Ne? Mislim, 18 centov. Mislim, a ne, se zdaj je boljša cena, ampak bili smo tam. In to je tista stvar, ki bi jaz rekel kmetom, ne? Če boste šli svoje zgodbe delati, boste lahko sami svoj šef, ni enostavno, je pa izredno dober občutek. Ko nekaj prodaš in ti rečeš, potok lepo, ljudje ti naročijo, ti prodaš in je to en zelo lep občutek, ker veš, da je bil tvoj trd del, tudi če si kdaj kakšno noč v štal prespal, ali pa če kdaj nisi mogel na morje, veš, zakaj je bilo to. Poznaš svojo vrednost. Tako. Ja, in smisel. Rekel si skupno, ne? Vsem kmetom je bilo skupno, da meni nišče ne bo postavljal cene. Je bilo to tudi skupno vsem 6 kandidatom, ki jih bomo zdaj kmalu slišali, kateri bodo. So vsi taki? So kar na tem, ja. Da so, pač, to je moj izdelek, to je moja storitev. Toliko boš plačal, če rabiš, če ne, išči drugje. Ampak pač ne boš dobil tega, kar ti ponujem jaz, ampak bo slabš, če bi rad bil poceni. To je kar skupno, ja, vsem tem kandidatom. Tudi tistim, ki niso prišli v teh finalnih 6, bom rekel, pač vsi so taki, ampak verjamem, da je pač še veliko drugih, sploh mladih, ki jih ne bomo predstavili, ampak so pač taki, ja. Vse mladi stremimo k temu. Nekaj od tega moramo imeti, zastonj ne bomo delali. Ja, in se če zadnji skrajni čas, da tako začnemo razmišljati. Pa dajmo zdaj spoznati te kandidate. Kako bomo se tega lotili? Kdo bo začel? Lahko, kar res. Torej, v ožji finalni izbor 6 kandidatov, za katere bomo lahko tudi zdaj v bistvu v tem tednu vse do nedelje glasovali, so prišli, tadam, izvoli. Prva kmetija je kmetija Galjot. To je iz gorenjskega konca. Je pa v bistvu njegova inovativnost je prva registrirana klavnica za perutnino doma na domačem dvorišču. Ukvarja se v bistvu s perutnino, ima svoje, bi rekel, perjad za kol in pa dela usluge za druge, za kol. Torej imamo Adriana Tako. Galjota. Ja, jaz bom predstavil Tempus. To sta dva mlada, zagrizena vinarja, ki sta v bistvu naredila en preskok v glavi. Se pravi, to se je zgodil na tak način, da je, se pravi, seveda spet ženska, a ne? Vemo, da ženske in moški drugače razmišljamo in je rekla, jaz bi pa nekaj drugače, ne? In je poskusila liofilizirati grozdne jagode
in pač ni šlo in so toliko časa poizkušali, da jim je uspela. Ne. In se pravi, kot njihova glavna inovativnost je liofilizacija grozdnih jagod, ki jih lahko zvečer kot zdrav prigrizek, ki je zraven televizije brez slabe vesti. Ne. Seveda zraven še kvalitetna vina, penina in tako naprej, ampak se mi zdi, da je to njihova glavna inovativnost. In tudi oba imata željo, da bi se čim prej doma zaposlila, sprejemala skupine, ker imata veliko za pokazati in bi tudi od tega prejasle živela. Ne? No, ko smo bili že pri ženskah in liofilizaciji, iz bližine Maribora je doma Karin Glazer. Doma se sicer ukvarjajo neki s sadjarstvom, neki z zelenjadarstvom, ona je pa začela malo bolj tudi se ukvarjati s čebelarstvom. In v bistvu je prišla na idejo liofilizacije medu. V bistvu tega do zdaj noben ni delal, oziroma so poskušali, pa ni šlo skozi, ker pač je precej zahteven postopek. V bistvu pa ona je bila kaj ustrajna, no, da je prišla do tega, da je med zliofilizirala. Je pa to v bistvu fora za uporabo v slaščičarski industriji, ker pač tisti led je tak limast, to za, ne vem, delati medenjake ali karkoli je pač smotano, no. V bistvu tu je pa liofiliziran med, je v bistvu kukor pač cukor, ko ga imaš v kristalih, no, je na isto foro. Ampak se zdrobi. Ja. Ampak ne zgubi pa nobene vrednosti. V bistvu je kukor normalen med, samo da je liofiliziran, je za to, za slaščičarsko industrijo, pa tudi recimo za, bom rekel, malo bolj fancy gostilne bare. Recimo, ko dobiš ti zraven čaja, tisto med, da pač se ti spet vse lima tam, ampak tam pač odpreš tisto vrečko liofiliziranega medu, kukor pač sladkorja in pač usuješ v čaj in je recimo za tak. No, to je njena zgodba, ja. Zanimive. Vse, že kome 3 smo slišali, pa vsaka po svoje zelo zanimiva. Pol imamo tu kmetijo Bric, ti se nahajajo v Vipavski dolini. Tu se ukvarjajo z turizmom. Imajo tudi, ukvarjajo se tudi z namiznim grozdjem, imajo mislim, da okrog 8 hektarjev vinogradov, od tega hektar pa pol namiznega grozdja. Potem v bistvu redijo tudi prešiče, v bistvu se predelujejo doma, prodajo doma, sušijo pršute. Tako da je zanimiva zgodba. No. Ima pa tudi 60 teh različnih sort na poskusu zdaj. Se pač sam odločil, da bo naredil kolekcijski nasad in po gruntu, kjer namizno grozdje v bistvu najbolj za naše klimatske razmere. Ja. Ker to, kar sem prej govoril, v Sloveniji težko prideš do nekega znanja, drugačko, ker da probaš sam ali pa vprašaš nekoga. Ne? Ker je pa onda en prvih v Sloveniji, oziroma če ne celo prvi, ki se s tem začel resno ukvarjati, pa pač nima nikogar za vprašati. Ne? In to je spet en vidik inovativnosti. Ne? Zanimivo. Ja, zelo. Zdaj imamo že 4, še 2 nam manjkata. Ja, jaz bom predstavil še Čadež, Aleš v tem primeru, ki se je prijavil. Aleš je v bistvu začel svojo zgodbo vrtnarstva praktično iz nič, ne? In so toliko časa tuhtali kako, sadili so na roke in je to res garaško delo, a ne? Potem pa on, ki je tudi profesionalen športnik, poleg tega, da se še s kmetijo, da živi od kmetije, ker spet ni enostavno, ne? Je odkril sistem Paperpot, a ne? Na Japonskem, kamor je hodil na tekme karateja in se z njimi povezal in začel to v Slovenijo upeljavati, ne. Potem so pa oni v bistvu s časom, ko so videli, koliko je zdaj to zmanjšal njim delo, študirali še, kako bi še izboljšali to stvar in so se povezali s podjetjem Laurich, ki je slovensko podjetje, mlado podjetje, in so skupaj razvili traktorski sadilec, ki dela na ta sistem Paperpot. In v bistvu v 4 vrste sadi, mislim, lahko več, ampak maksimalno zaenkrat v 4 vrste. In v bistvu ti posadiš v enem dnevu toliko zelenjave, da nikakor nikoli ne bi mogel posaditi na roke. Ne. To so take količine. Poleg tega so 4 zaposleni na kmetiji, ki delajo, tržijo direktno zelenjavo. In se mi zdi to tudi en tak vidik inovativnosti. In seveda, kar mi je najbolj zanimiv, se tega znanja ne bojijo deliti in tudi v bistvu poučujejo druge kmete, kako je treba ta sistem uporabljati, če imajo kakšne težave, pomagajo in tako naprej. Se mi zdi res iz hobija v poslu za celo družino. Ne? In če za vse preostale zelenjadarje. Ja.
Ja, tudi tržili bojo zdaj v bistvu ta sadilca, ne, se že trži, tako da so ga razvili za vse zelenadarje, ki jim bojo najbolj olajšali v bistvu. Glaven problem, to je pa sajenje, ki je res zamudno delo, ne. Pa še zadnji? Še zadnji je pa Andrej Grabnar, torej ta je pa Dolenc, trikratni kralj cvička. V bistvu on je pa se spravil v to, da je res cvičk približa tudi mlajši generaciji, da je v bistvu to tako bolj sadno, pitno vino, dodelo tehnologijo. Je tudi ta vidik, pri njih res cela družina doma dela in živi, imajo res precej vinogradov, poleg tega se ukvarjajo še z pitanjem telic, tako da imajo še tam, bom rekel, nek backup, če slučajno mogoče nekaj za gusti pri vinogradništvu in pri vinarstvu, so pa res pač tudi pristopi na trge, zelo so pač šli v trgovske verige, v gostilne, oskrbujejo puhno gostiln in trgovin s svojim cvičkom. Jaz sem čisto nič ne zavidam vaše vloge v komisiji, ker razumem zdaj, zakaj je težko bilo podeliti glasove, ker verjamem, da eno je, ko slišiš te inovativnosti, drugo je, ko jih vidiš, ker se mi zdi, da se polkar odpira še vse, kaj še ima vsaka kmetija, pa tudi verjetno, ko to doživiš. Predstavljam si, da vsaka kmetija ima neko drugo energijo, ki tudi vpliva k temu, koliko dejansko pa lahko ta inovativnost speleš v praksi. Tako da dejansko, ja, vaša naloga, vi ste rekli, da ste jo opravili, ampak to je samo polovica. 70%. 70% je torej vaša naloga. Tako. 30% pa dejansko lahko prispeva kdorkoli. Ja, kdorkoli. Kako to zgleda, Martin? Torej, zgleda tako, da greš na našo spletno stran, torej spletno stran Zveze slovenske podeželske mladine. Tam najdeš opise vseh naših kandidatov, malo bolj na podrobno, kot smo zdaj mi predstavili. Zraven so tudi povezave do prispevkov, ki jih je posnela RTV. Jih lahko vse pregledaš in potem pač tam tudi oddaš svoj glas. Oddaš ga lahko enkrat na dan. V bistvu moraš samo napisati, za koga glasuješ, pa tudi kdo si ti. In v bistvu glasuje se prek maila, tako da se res s tem preverja, da ne moreš glasovati res kar na vsako minuto, ampak pač na 24 ur lahko glasuješ. Glasovanje pa bo odprto do nedelje zvečer, tako da se lahko podeli še kar nekaj glasov. Torej, lepo vabljeni. Vsak dan torej na 24 ur. Toni, se zdaj, ko si slišal te glasove, se spomniš kaj, kako strategijo ste vi takrat upeljali, da ste čim več, kako ne rečem, splošne, širše javnosti nagovorili, da za prav dotično zate glasujejo? Ja, mi smo pol takrat, ko smo pač bilo čas glasovanja, smo večkrat posneli kak skeč, kakšne take razne stvari in objavljali v bistvu in nagovarjali ljudi, naj glasujejo za mene. To je zdaj dobro priporočilo. Upam, da si ga dal vsem 6 tekmovalcem, kako se lotiti te. Je bilo kar pestro tisti teden pri nas, prednji smo to. Ker dejansko je to zdaj spet neka promocija, ne? Zdaj je tudi dejansko na kandidatih, da ne samo, po eni strani glasuješ oziroma lobiraš, da glasujejo zate, ampak delaš promocijo širšemu kmetijstvu. Tako. Širiš vse te dobre prakse, ker smo zdaj lepo slišali, je to 6 izjemnih primerov, ki so lahko na nek način tudi vzor marsikateremu mlademu, da se marsikaj da, ne? In to boste potem vi, torej do nedelje se še lahko glasuje, potem se vi spet sestanete, združite in 27. oktobra potem izvemo, kdo je novi inovativni mladi kmet. Tako. Me zanima, je še takrat, ko si ti zmagal, nisi prevedel, si vedel prej? In da, če gremo zdaj nazaj 2 leti, tisto podoživljanje, kak je stati tam pred vsemi in čakati, da bivši preda novemu. Živčno. Pa si mislim, tako. Ne, jaz si nisem sploh predstavljal, da bi lahko bil jaz kandidat za zmagovalca in res veliko presenečenje. Ti povej, da si imel že nagrado za zmagovalca s sabo, ne? On je imel neko darilo za unga, ki bo zmagal že s sabo, ne? In res je bilo fejst presenečenje.
Je pa boljš tak, da v bistvu tam zveš na samem tekmovanju kot prej. Da je res Efekt. res pristno tako, ja. Efekt presenečenja in izraz. V bistvu vemo samo mi, ki smo komisija, a ne? In oni, ki dajo. Unika printa plakete. Unka plakete, ampak on seveda imamo zadaj pogodbo, da se to ne sme nikamor zvedati, a ne. Mi pa tudi, ki smo zraven, smo že toliko zreli, da vemo, da moramo biti pač tiha, ne. Tako da dejansko je to presenečenje vse do 27. oktobra, do zadnje minute se ne ve. Lepo. Ja, mi smo predstavili dejansko glavnino projekta, ozadje, da si bomo lahko malo bolj predstavljali, kaj se to dogaja. Mislim, da ta širina, kak pomemben projekt je bila zaobjeta. In me tako zanima, no, zdaj, ko ste šli skozi to, bi šli še enkrat po tej poti? Bi priporočali, ne vem, kdaj je naslednji izbor? Čez 2 leti? Čez 2 leti, da se kmetje še bolj prijavljajo, da, ne vem, rabite vi koga v komisiji, rabite prostovoljce, ki bodo sodelovali pri projektu. Mislim, nekdo je, ki mora tole potiskati naprej, no. Letos sem to jaz, pa seveda skupaj z Matejo pa Klaro. Fajn je, mislim, zelo lušten projekt, no, kar res vič, sploh, ko greš na oglede, se to najbolj izrazi, no, kako je to fajn. Jaz bom, če mi bojo lepo nudili, a bi spet. Jaz sem za takoj. Ja, jaz tudi. Ja. Sploh s tako ekipo je bilo res super je gledati vse te navdihujoče zgodbe. Jaz bi rekel vsakmu, ne. Kmetje smo pač skromni, a ne, in pač kmetje rečejo, pa kaj bojo meni hodili, se nijam nič za pokazati, ne. Ampak potem, ko ti priješ tja, vidiš, koliko imajo oni za pokazati velike, ne. In veliko je zgodb po Sloveniji, ki so izredno inovativne, pa se sploh nikjer ne pojavljajo, se ne izpostavljajo. Jaz bi rekel tem ljudem, dajte se prijaviti, že čez 2 leti imate spet možnost, zaradi tega, ker to je toliko nekaj fletenga, ker komisija prijazna, pač ogromno se lahko naredi za vašo promocijo, ogromno se lahko naredi za pozitiven prikaz kmetijstva v Sloveniji, ne? Ker vemo, da nas zdaj iz vseh strani bombardirajo. Jaz sem hodil v šolo, je v knjih pisal, da je industrija največji onesnaževalec planeta, ne? Zdaj smo, ker pa so bile krave super, zdaj smo prešaltali na to, da je kmetijstvo največji onesnaževalec planeta, kar seveda ne drži. In dajmo s skupnimi močmi tudi s temi inovativnimi zgodbami pokazati, da to ni res, da smo kmetje tisti, ki smo v bistvu steber države, ki smo steber slovenstva in pač, ki smo tudi steber tistega, brez česar ne gre, to je pa domača, dobra slovenska hrana. Jaz sem podobnega mnenja kot Žiga, tako da prijavite se, ne čakati. Teda tudi, če imaš nek strah, prijavite se pa, kaj bo. Tudi, če ne veš, v kaj se podajaš, tako kot si ti takrat, Ja, ne. tako. Vsaka promocija kmetijstva, ki gre v pozitivno smer, je dobra promocija. V bistvu, vse to ni samo pozitivna promocija, to je tisto realno kmetijstvo. Se mi zdi, da ta projekt je res tako realen. In zelo mi je bilo všeč, ko si rekel, kmetje smo skromni, da premalokrat pač se sploh zavedamo, kaj vse delamo, na kaj vse vplivamo, mogoče tudi zaradi tega, ker smo že toliko pod vplivi vseh teh negativnih misli in da res potrebujemo več takih pozitivnih zgodb, ki pa jih v bistvu ta projekt in pa upam, da bo čim več takšnih projektov, ki to prinaša na površje. Hvala lepa, da ste bili moji gostje. Mi smo to res prišli nekako do konca. Bi pa vseeno, ker tako lepo govorite, če bi kdo še karkoli povedal za zaključek, preden se čisto poslovimo in še enkrat povabimo vse gledalce, poslušalce, da glasujejo za svojega favorita. Ja, jaz bi samo rekel, ja, da res so tole navdihujoče zgodbe, ki so navdih za ostale na kmetijah, da se pokaže, da je tudi na kmetiji pot do uspeha. Toni? Ja, jaz pravim, ljudje ne jih podprejo, ker če imaš neko podporo, pa imaš nek zagon za naprej. Ja, jaz bom pa rekel, kmeta rabiš vsak dan, ne glede na to, a ti je všeč, a ti ni. Kmet je tisti, ki pridela tvojo hrano, brez kmeta bi bil lačen, bos, pa še žajen zraven, ne. In je treba pač to spoštovati. In zato naj podprejo dobre zgodbe slovenskega kmetijstva, ker slovensko kmetijstvo je tisto, ki skrbi za urejeno krajino, ki skrbi za poseljeno podeželje, ki skrbi za dobro domačo slovensko hrano.
In če bomo to podprli, mislim, da bomo naredili veliko sami zase in tudi nasplošno za našo Slovenijo. Hvala lepa in dajte podpreti teh naših 6 kandidatov in za njih glasujte. Hvala lepa in do naslednjič.